Živijo, evo, končno mi je uspel sestaviti tale vlog. Posnel sem ga že 3 mesece nazaj, ampak imam malo preveč dela trenutno in mi ni ratal zmontirati. Imam že posneta 2 nova vloga, ki še tu čakata, ampak vse ob svojem času. Vem, da me večina od vas spremlja zaradi hribov, zaradi vlogov iz hribov. Ta je malo manj hribovski, ampak je bilo tako v bistvu ful zanimivo snemati. Prvo je bilo rečeno, da bomo posneli en promo video. Ko sem prvega oddal, je bila želja še po enem, tako da smo v bistvu iz enega shootinga naredili, oziroma iz enega vikenda na ledu naredili 2. Tako da, here it goes! Oj, no na tak lep sončen dan bi človek rekel, kam je drgan, ker bo v hribe, ampak nažalost je v Visokogorju 3. stopnja nevarnosti plazov, tako da hribi bojo še malo počakali. Grem pa v Maribor, sem na poti v ledno dvorano Maribor, me kontaktirajo sošolci iz osnovne šole Rok, da bi rabo en promo video za njegov kamp, ki ga ima v bistvu Vikend na ledu se imenuje. In hokejistov še nisem snemal, nisem stal na drsalkah že več kot 10 let, tako da grem pogledat, da vidimo, kaj lahko naredimo z tega, ne. Kako ste se imeli? Ja nič, spanje, treniramo na puno, dosti treningov, dosti smo na ledu. Meni je bilo ful zabavno na teh suhih treningih, pa na ledu je bilo tudi ful zabavno. Pa fajn se je bilo malo potruditi. Meni je bilo zelo dobro danes cel dan, ko smo vse delali danes. Ok, jaz sem pa zdaj z Rokom, pa zdaj najbolj, da nam ti poveš malo več o samem vikendu na ledu, pa kako si prišel na idejo za to. Ja, evo. Vikend na ledu je v bistvu ideja že od otroštva, oziroma pač sem včasih igral hokej, pa smo že takrat veliko hodili po takih kampih, taborih hokejskih. In je bila pa vedno neka želja, da pa bi se tudi jaz mogoče preizkusil v tem, smo pač probali, ustvaril sem si eno ekipo, smo se dobili, se dogovorili, pa zdaj stvar že kar laufa ene par let. Mislim, da je tole že 7. po vrsti. Je pa fajn, no. Petek, sobota, nedela, otrok je vedno veliko različnih starosti. Skušamo jim dati eno tako izkušnjo, da si jo kaj zapolnijo, čim več naučijo, da se imajo fajn, da se malo zdivjajo, da imajo starši doma mir. Tako, glavnem fajn zadeva. Ja, je bil kar non-stop neka akcija. Ti si pa tudi, kje si treniral, nekje v tujini si bil? Ja, jaz sem v bistvu začel v Celju, pa nekaj malega v Mariboru, pa me je pot vodila na Švedsko, 6 let vse skupaj, vmes sem na leto bil še v Ljubljani. A 6 let si živel? 6 let, ja, na Švedskem. Tak, ena fajn izkušnja, no. Ja, verjamem. Ne bi zamenjal za nič. Verjamem, ja. Poznaš nove ljudi, novo kulturo,
super zadeva. Cool. Priporočam vsak. Top. Kaj pa zdaj delaš? Zdaj sem pa fizioterapeut v poklicu. Pa tole hokej še malo zraven za dušo. Ok, nič, to je to. Gremo naprej. To smo je kosilo. To pa akcija. Sobica. Imam posebej za svojo opremo. Zdaj pa opremo. Gremo nazaj na več. Kako ste zadovoljni z otroci? Ja, no, jaz mislim, da jim kar dobro gre, no, to je sicer 2 treninga. Ja, fajn. V redu skupina, v redu generacija. Ja, generacija je super, sicer trenerji iz Češke republike so v kursu. Evo, mi smo na poti domov. Vikend na ledu je zaključen. Iz moje strani je bila zadeva top speljana. Kako se tebi zdaj letos, kako je potekalo? Ja, ful dober. Mislim, da je to bil zdaj že 7. kamp. Vedno boljš, otroci uživajo, mi še bolj. Malo smo sicer utrujeni, ampak bo že več pa zakon, ja. Kar naporen fizično, moram reči. Jaz sem po 10 letih stal na drsalkah, kar je bilo tudi fizično naporno. Ampak sem se pa naučil ustaviti z drsalkami, kar pa do zdaj nisem znal. Tako da vedno nekaj novega. To je to. Vlog zaključujem, uživajte pa se vidimo. Čau. Čau.